Božič, delo, nažalost ena manj vesela tema. Zadeva Hypo, zanima me vaš komentar na tezo, oziroma vseh teh preiskav vsega tukaj, in predvsem na tezo, da avstrijski organi ne zaupajo slovenskim. Poleg tega bi vas pa prosil še za odziv na gospoda Vinka Gorenaka, ki vas je danes pozval, da ministrico Katarino Kresal postavite pred vrata zaradi domnevnega konflikta interesov. No, danes smo med drugim poslušali poročilo ministrice Kresalove o delu Nacionalnega preiskovalnega urada. Slovenska javnost je, tako kot večina drugih, zlasti tistih družb, ki se nahajajo v socialni in gospodarski krizi, občutljiva na protipravno prilaščanje premoženja, tudi zato, da bi lažje in uspešneje preganjali organiziran in gospodarski kriminal, smo v tem mandatu ustanovili Nacionalni preiskovalni urad, popularno mu rečejo slovenski FBI. V letu 2010 je Nacionalni preiskovalni urad preiskoval skupno 17 kompleksnih zadev. V 23 primerih so bile na pristojna državna tožilstva podane kazenske ovadbe zoper 73 osumljencev. Podali so 11 pobud za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi. Sodišča pa s sklepom začasno zavarovala za 5,3 milijona evrov protipravno premoženjske pridobljene koristi, za 11,5 milijonov evra pa se tožilstva še niso odločila. Morate razumeti, da so delo začeli v začetku lanskega leta s 25 preiskovalci in 3 vodji preiskave. V letošnjem letu načrtujemo, da bomo kadrovsko dokončno izpopolnili strukturo Nacionalnega preiskovalnega urada, kar bo pomenilo 70 preiskovalcev in 7 vodij preiskav. Prioritete, ki jih ima Nacionalni preiskovalni urad, je odvzem protipravne premoženjske koristi storilcem kaznivih dejanj, prav tako odkrivanje in preiskovanje najzahtevnejših oblik, predvsem gospodarskega in javnofinančnega kriminala. Ocena, ki jo je dala ministrica Kresalova, Nacionalni preiskovalni urad je postavljen šele 1 leto, rezultati dela pa so dobri, bodo izvedeni v skladu z načrtnimi ukrepi in jaz sem izrekel Nacionalnemu preiskovalnemu delu pohvalo. Bilo je popolnoma jasno rečeno, da ima seveda vlada pravico odločati smernico kriminalitetne politike, ne ukvarja pa se z nobenim posebnim primerom. Ne dvomim v nepristranskost Nacionalnega preiskovalnega urada in drugih institucij, ki se ukvarjajo z pregonom kaznivih dejanj, tudi v primeru, ki ga vi navajate, in te morajo nepristransko opraviti svoje delo. Ko in kolikor informacij bomo dobili, bomo lažje presojali upravičeno zahtev, ki jih omenjate.